Evropejci imajo skupno valuto, evro. Uvedlo ga je 18 od 28 držav članic. En nemški evro je enak enemu latvijskemu evru, vendar pa je evro v Berlinu vreden manj kot evro v Rigi. Evropejci zaslužijo v povprečju 1424 evrov mesečno, a nekateri imajo debelejše denarnice od drugih. Najvišje plače imajo na Švedskem. Pripadnik tega vikinškega naroda v povprečju zasluži 2436 evrov na mesec. V Romuniji pa znaša povprečni dohodek 175 evrov. Šved zasluži v enem mesecu več kot Romun celo leto. Ali so nekateri Evropejci več kot 12-krat bogatejši od drugih? Oglejmo si nekaj konkretnih primerov v Evropi. Cena cigaret. Cene očitno niso enake. Zavojček je lahko v različnih mestih tudi 5-krat dražji. V Litvi stane zavojček le 2 evra, v Združenem kraljestvu pa 10,30 evra. Če pa želite kupiti dovolj cigaret, da bi s katranom napolnila svoja pljuča, morata tako Litovec kot Britanec v povprečju delati 1 uro in 15 minut. V resnici imata Litovec in Britanec pri nakupu nekaterih izdelkov, denimo cigaret, enako kupno moč. Naslednji primer, cene goriva. Po vsej celini se cene razlikujejo. Za zgled vzemimo strošek polnega 50-litrskega rezervoarja neosvinčenega bencina. Enako poln rezervoar bo stal 58,5 evra v Sofiji, a 88,5 evra v Rimu. Zdi se, da imajo Bolgari srečo. Zdaj pa tudi razumemo, zakaj se Italijani raje vozijo skuterji. Toda Italijan mora delati 13 ur, da bi napolnil rezervoar, Bolgar pa kar 65 ur. V tem primeru je razlika v kupni moči osupljiva. Kaj pa vrček dobrega piva? Razlika v ceni je lahko kar 7-kratna, odvisno od tega, kje ste. Dobro je, da stane vrček na Češkem le 85 centov, saj so Čehi največji pivci, 150 litrov letno na osebo. Francozi, ki imajo raje vino, spijajo le 35 litrov. Razumljivo, saj vrček francoskega piva stane 5,70 evra. A Čeh mora delati 18 minut, da zasluži dovolj za pivo, Francoz pa 45 minut. Naloga Evropskega kohezijskega sklada je, da odpravi take neenakosti. S 50 milijardami evrov letno pomaga manj razvitim regijam, da si opomorejo. Kot pravi, teh razlik prispeva tudi notranji trg, in sicer tako, da olajša pretok in izmenjavo. Oglejmo si primera Poljske in Ukrajine. Leta 1990 sta bili obe državi enako premožni. 1230 evrov letno na prebivalca. 20 let pozneje znaša BDP na prebivalca v Ukrajini 2600 evrov, na Poljskem pa 9700 evrov. Eden od razlogov je ta, da se je Poljska leta 2004 pridružila Evropi, Ukrajina pa ne.